svet odrešenika in pastirja svetskega, hvali duša učenika, hvali svojega ženina, zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje, čast in hvala Jezusu, našemu zveličarju. Lepo vas pozdravljam, dragi bratje in sestre, tu v župniji Kristusa odrešenika v Novi Gorici, kakor tudi vse vas, ki spremljate televizijo Exodus. Nadaljujemo naše razmišljanje o veri v Jezusa Kristusa, ki je trpel pod Poncijem Pilatom, umrl, bil v grob položen in je od mrtvih vstal in je v očetovi slavi. To je, tako smo rekli, bistvo, središče, srčika naše vere. Seveda pa moramo reči, ko razmišljamo o veri, da je pravzaprav to zelo drzno dejanje. Smo razmišljali v prejšnjem premišljevanju, kako to nekako ni v skladu z splošnimi predstavami o Bogu. Ko razmišljamo o Bogu, pač gledamo gor v Božje višave, ki so nam nedostopne, v nedostopno luč, se pravi v nekaj, kar človeka presega, ne moremo pa si predstavljati, da bi Bog stopil med nas in med nami imel na človeški način svojo zgodovino. In prav to, glejte, nam sporoča sporočilo apostolov o Jezusu Kristusu, ki je za nas postal človek, umrl za nas, od mrtvih vstal in tako nam odprl večno življenje. Vse vere, pa tudi filozofije, če hočete, ali razna, bi rekel, poglobljena razmišljanja, gledajo pač on stran. To pa, kar trdi krščanska vera, je pa tu. Božji sin je stopil med nas in se soočil z našo resničnostjo. Kakorkoli je težko reči sedaj, da nekako se zdi logično, verjem v nekoga, ki je bil umorjen, pa je od mrtvih vstal. To je zelo težko, skoraj nemogoče, se vendar to priporoča, kot pravi apostol Pavel, vesti človekovi, ker nekje, ko razmišljam o Bogu, rečem pa, Bog, ti si ti zgoraj, jaz sem tu spodaj, a ne vidiš, kaj se tu med nami dogaja, koliko je trpljenja, kako nas plaši usoda smrti in nas napolnjuje z grozo, torej soočanje s trpljenjem in smrtjo in še na poseben način z zlom, ki je okrog nas, žal pa tudi v nas in ki se imenuje greh. V velikih dimenzijah človeštva, pa tudi v medčloveških odnosih, družinah in tudi v naših srcih. Nekako bi človek pričakoval, da če Bog je in to srce sluti in nekako ve, da pa za vsem je nekdo, bi pričakoval, da bo ta Bog, ki je visoko nad nami, ker je pač Bog neizmerno nad nami, hkrati vendarle solidaren s svojo stvarjo, se pravi s človekom, ki ga je ustvaril, da Bogu ni vse eno za moje trpljenje, pa za moj strah pred smrtjo in s tem, kar pravzaprav napolnjuje vsaj v podzavesti vse nas ljudi z neko grozo, pa seveda, da bi pričakoval Bog soočil tudi s tem, kar se imenuje zlo v svetu in kar je greh. Tega nima nobeno verstvo. Tega načina
da bi se Bog osebno soočil. On, ki je nedostopen človeškemu umu in človeškim očem, postal človek in se kot človek Bog soočil s trpljenjem, smrtjo in z zlom. In prav ta realizem krščanske vere se priporoča moji vesti, ker to pa rečem, to pa jaz pozdravljam, da se je Bog soočil s trpljenjem, se je soočil skozi lastno izkustvo, ker je postal človek, tudi s smrtjo, ker je umrl in soočil tudi z zlom in vsem tem, zaradi česar človeštvo toliko trpi. Tega nima nobeno verstvo. Glejte, to je srčika krščanske vere, da je Bog postal človek in stopil v to našo situacijo, se soočil s temi resničnostmi, s katerimi se mi vsak dan soočamo, trpljenje, potem smrt in potem seveda greh in zlo. To pa, kakorkoli se zdi, da je ta zgodba o Jezusu Kristusu, Jezusu iz Nazareta, ki je trpel, umrl in od mrtvih vstal, torej kakorkoli se zdi to nekaj neverjetnega, se priporoča moji vesti, ker tu pa rečem, to pa je, sej nekaj, ki je pa pričakujem vendarle, da bo Bog, ki je ustvaril vse, pa je človeka ustvaril, končno tudi solidaren s človekom in da se bo spopadal s temi resničnostmi, ki človeka tako zelo zaznamujejo. Pravim, smo že razmišljali o tem, mi zelo odrivamo misel na trpljenje. In hočemo na vse možne načine pač se temu izogniti ali olajšati in tako naprej, nekakor pa ne moremo osmisliti trpljenja, da ima trpljenje smisel. Torej, nam se zdi trpljenje nekaj ubijalskega, negativnega, nemogočega. Torej, to, kar človeka nekje uničuje. In naš Bog se je soočil s tem in nam osmislil s tem, da je za nas trpel in z nami trpel to naše trpljenje. Zato, ker je Bog postal človek. Potem groza smrti. Jezus sam je občutil grozo smrti v Getsemaniju. Krvavi pot je potil in šel skozi to grozo, skozi ta strašni tunel, da je vzel nase tudi smrt. Torej, to je Božja solidarnost z nami, z našo smrtjo, z našo grozo. Ni to zdaj neki zvišeni Bog, ki briga ga, kako se ljudje tukaj po zemlji pač mučimo in nekje preživljamo svoje stvari, on pa je nekje v svoji vzvišenosti. Ne, krščanski Bog, pravi Bog je tisti, ki mu ni vseeno za človeka in mu ni vseeno, kako se človek počuti, in ko nas vidi v tem, čemur smo, hoče to in osmisliti in premagati in v tem zmagati. To je Jezus Kristus in to je smisel potem in njegove smrti in potem njegovega vstajenja, v katerem je in trpljenje in smrt in vsa ta groza, v kateri živimo, s tem, da je premagan greh, dejansko tudi osmišljeno in da človek v tem vidi potem tudi smisel tega svojega življenja. Torej, to je tako, da se evangelij o Jezusu Kristusu, ki je bil za nas križan in od mrtvih vstal, priporoča prav zato, ker je tako realističen. Ko vidimo Boga, kako čuti z menoj, da je z meni postal enak vsem, to pa mene prepriča. In v tem smislu pa moje srce pozdravlja to novico, da je s svojim trpljenjem in svojo smrtjo v vstajenju Jezus Kristus zmagal in zmagal zame. Zlasti pa seveda, ko govorimo o tem, da se je soočil z grehom tega sveta, smo že rekli, da ima prav sveti Janez, da mi to izkusimo, da ves svet tiči v zlo, mislim, da noben človek zdrave pameti bi tega ne potrdil,
da smo se dobesedno pogreznili v zlo, ne, da se je Jezus Kristus, ki je jagnje Božje in je vzel nase grehe in zlo vsega sveta, s tem soočil in s tem, da ga je Oče obudil od mrtvih, tudi premagal to zlo in ta greh. To je ta čudovita novica, zaradi katere seveda so verovali tudi tisti prvi možje, ki so poslušali, tiste tisoči mož, ki so poslušali apostola Petra, ki je govoril o Jezusovem trpljenju, smrti in vstajenju. To je prva stvar, da se to priporoča človeku v njegovi situaciji, ki je situacija trpljenja, situacija smrti, situacija greha. To je srčika pravzaprav krščanskega sporočila, da je to vse odrešeno skozi Kristusovo trpljenje, smrt in da je premagano v njegovem stajenju. Seveda je vera možna ne samo iz tega, da pač nekje moje srce to pozdravlja, ampak dejanje vere je možno, če mi Bog da to milost. A ne? To se pravi, da potem rečem to, kar moje srce nekje pozdravlja, pa se mi zdi skoraj neverjetno, kako je to mogoče. A ne? Da je nekdo od mrtvih vstal. A ne? To je nemogoče. Ne? To, da nekje potem se moje srce le nagne pa reče, verujem, sprejemam to kot resnico, ne pa kot neko pravljico, zato pa je potrebna posebna milost Svetega Duha. In na binkoštni praznik gre prav za delovanje Svetega Duha v živo. Ko so ti ljudje slišali to o Jezusu iz Nazareta, so strmeli in takrat se je nekaj silnega dogajalo v njihovih srcih. Gotovo ta novica je šokantna in lepa, da je nekdo od mrtvih vstal, s tem je smrt premagana in vse. Glejte, vendar pa brez Svetega Duha bi ti ljudje ne sprejeli tega, se vendar nihče Jezusa ni videl. So samo slišali apostola Petra, ki pa je rekel, mi smo z njim jedli in pili, potem ki je od mrtvih vstal. Apostoli so pričevali, ampak ljudje bi lahko rekli bla, 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 ne verjamemo. Vendar, glejte, z ene strani je njihovo srce to pozdravljalo, z druge strani pa močno delovanje Svetega Duha. In to oboje potem seveda je vera. Torej, to je ta novica, ta čudež binkoštnega praznika. Je pa v tem seveda še mnogo več. Bistveno pri tem je spoznanje, da je vse to, kar se je zgodilo z Jezusom, kar mi premišljujemo, kristjani tako rekoč na vsakem koraku, zato postavljamo tudi križ. Dobro, križe lahko pozlatimo, na križpotih imamo pač lesene križe, kjer so vidne tudi Jezusove rane in tako naprej. Kakorkoli že Jezusa upodabljamo, vedno znova se srečujemo z križanim Kristusom. Po domovih, ki imamo podobe Jezusa ali njegovega srca in tako naprej. To je res. Torej, kako sedaj to sprejeti novico o Jezusu iz Nazareta, ki je trpel, umrl in od mrtvih vstal, je možno samo po osebnem odnosu. In ta osebni odnos je mogoč samo po ljubezni. Šele takrat. In to so ti ljudje doživeli na binkošti, ko so začutili, da je to zgodba o Božji ljubezni, da je Bog z ljubeznijo stopil v trpljenje. Božji sin, torej Jezus iz Nazareta, da je stopil z ljubeznijo, da je molil za vse svoje krvnike, da je z ljubeznijo sprejel nase vse rane in vse to, kar ga je zadelo, da je iz ljubezni do nas umrl in da je njegovo vstajenje triumf njegove ljubezni. Šele takrat je možno potem res sprejeti vero v Jezusa. Torej, skrivnost vere v Jezusa Kristusa, ki je umrl in stal od mrtvih, je skrivnost ljubezni. Zato je apostol Pavel
pribil svojimi besedami, ki so iz izkušnje o Jezusu, vzljubil me je in dal sam sebe zame. Če vprašamo apostola Pavla, Pavel, kdo pa je zate Jezus iz Nazareta? To je pa tisti, ki me je vzljubil, tako kot sem bil jaz preganjavec, ki me je vzljubil in dal sam sebe zame. Ni odnehal od svoje ljubezni. Se pravi, tako Pavel, kakor Peter in drugi so apostoli in učenci Gospodovi prepoznavajo v Kristusovem trpljenju, smrti in vstajenju Božjo ljubezen. Zato smo prej zapeli, oziroma bomo zapeli, Jezus nas je močno ljubil, je za nas življenje dal. To je ključnega pomena, to je tako lepa kitica te naše pesmi, hvali svetodrešenika, ki pove bistvo. Ne samo, da verjem, da je Jezus iz Nazareta trpel, pomrl, pa od mrtvih vstal, to je lahko zame še zelo daleč. Ampak da me to nagovarja, da iz vsega tega govori Božja ljubezen. To je bistvenega. Torej, da je vse, kar je Jezus govoril, delal, zlasti pa trpel, ta njegova skrivnost trpljenja, smrti in vstajenja, da je njegova osebna ljubezen ne samo do nas, ampak do mene, do vsakega izmed nas. Dokler ne začutim, da Jezus je zame trpel, iz ljubezni, da mi ničesar ne očita, da je zame iz neskončne ljubezni umrl, dal svoje življenje. Dokler jaz ne izkusim tega, da je vstal od mrtvih, ker je to ljubezen, ki ne more umreti. Je vstal od mrtvih z dušo in telesom in to iz ljubezni do mene. Dokler jaz tega nisem izkusil, nisem nekje z čutenjem svojega srca zaslutil ali dojel vsaj malo, ne morem še govoriti potem o pravi veri. Vera je živ odnos. Odnos se pa vzpostavlja od srca k srcu. Podobno, kot sem že večkrat dejal, kakor je med nami ljudmi, kdaj se vzpostavi odnos, ko čutim, da me nekdo ljubi, pa jaz njega tudi ljubim. Dokler ni tega pretoka od srca k srcu, kar je pretok ljubezni, tudi še ni osebnega odnosa. Smo se vedno drugemu deleč in morda smo lahko leta in leta skupaj, pa smo si neskončno oddaljeni drug od drugega, ker pač ni tega pretoka od srca k srcu. Se pravi, samo ljubezen stori to, da jaz verujem potem in sprejmem to neverjetno novico o Kristusu, o Jezusu iz Nazareta, ki je trpel, umrl in vstal od mrtvih. Samo takrat, ko jaz začutim, da je to iz ljubezni do mene, da se to mene zadeva. In gledajte, in to je prav tisto, kar so začutili ljudje na binkoštni praznik, ko piše, ko so to slišali, Jezusovo zgodbo, Jezusu iz Nazareta, torej kaj se je zgodilo, jih je do srca pretreslo. Do srca jih je pretreslo. In to manjka, in tega si zaželimo, da bi me ganila Jezusova ljubezen. Obhajali smo praznik srca Jezusovega. Jezus govori, glej to srce, ki je ljudi tako ljubilo. Ja, a nič ne čutiš? A ne želiš, da bi to čutil? Prosimo Jezusa in nam bo dal, da bomo začutili ljubezen njegovega srca. Zato je tako važna ta duhovnost ali pobožnost srcu Jezusovemu, oziroma tudi Božjemu usmiljenju, kako razmišljamo sej. Tu je en sam odnos do Jezusa. To se tiče mene. Ti, ki si na križu, ki te vidim tako na križ pribitega, si iz ljubezni do mene in mi ničesar ne očitaš. In hvala ti, ti si zmagal v svojem stajenju. Poglejte, kot smo že razmišljali, ko je Jezus stopil med svoje učence, pa tudi sicer, ko se je razodel ob svojem stajenju drugim, niti ene besede očitka. Niti ene besede očitka, češ, pustili ste me in tako naprej. Ni nič ni govoril, pa sem moral v smrt, pa to, ker je šel prostovoljno v smrt. Se oni pravzaprav ničesar niso razumeli, že pri zadnji večerji in še prej ne, kaj se bo zgodilo. Jezus gre naprej, iz ljubezni gre naprej in hoče izvršiti to dejanje, veliko dejanje ljubezni, ki nas je rešilo. Če ne začutim
vsaj malo, če ne začutim, da me ima Jezus rad, da me res ljubi, vzljubi me je in sam sebe dal zame. Če tega ne začutim, ne morem reči, da imam do Jezusa oseben odnos. Ja, kaj bomo potem sedaj rekli? Kot drugo, kot to, Jezus, daj, da začutim tvojo ljubezen. Glejte, mi prosimo za vse mogoče reči, pa to, pa ono, pa drugo, pa tretje. Najvažnejša prošnja bi bila ta: Jezus, dotakni se mojega srca s svojo ljubeznijo. Ti si zame umrl iz ljubezni. Vse je samo ena sama ljubezen, kar si delal, govoril, trpel, in ti si zmagal ljubezni. In to se mene tiče. To je tudi moja skrivnost. Jezus ni umrl tako rekoč nasplošno za človeštvo kot neko anonimno maso. Ampak Jezus je vedno oseben. Vedno je oseben. Vzljubil me je in dal sam sebe zame. Zato pa je tudi apostol Pavel potem rekel: vem, komu sem veroval. Ampak zakaj je apostol Pavel, ki je nekakšen nedonošenček apostolov, ker je pač zadnji, a ne, ko ga je Kristus dohitel, zakaj je rekel: vem, komu sem veroval? Zato, ker je imel izkustvo Kristusove ljubezni, zaradi katere, kot smo že razmišljali, je rekel, da poklekuje apostol Pavel pred očetom, Bogom očetom, da nam da vsem spoznati širokost in globokost in višino, torej Kristusova vseobsegajoče ljubezni. Kristjan je tisti, ki pozna Božjo ljubezen, pa ne kot neko energijo. To ni nič. Ampak ljubezen Jezusovega srca do mojega srca. To je. In zato prosimo in nikar ne recimo, da to poznamo, vse premalo poznamo. Ker če bi mi kristjani, najprej iz duhovnih vred seveda, priznali, poznali to ljubezen, potem bile cerkve polne, potem bi morali tako rekoč urejati promet po cestah, ko bi rekli ljudje: hočem se srečati z Jezusom Kristusom, posebej pri sveti maši, ga prejeti v svetem obhajilu, ga počastiti v najsvetejšem zakramentu. Hočem se srečati z njim. To je tisto, kar je, pojemo o srce Božje, slišim tvoj glas. A ga res slišim, ta glas? Torej to, da je ljudi na binkoštni praznik pretreslo, kar so apostoli rekli o Jezusu iz Nazareta, da je trpel, da je umrl in je vstal. Ko je bilo delovanje Svetega Duha, ta, rekli bi, ostra, hkrati pa blažena, tako rekoč Božja bolečina, ko so rekli: saj to, kar se je zgodilo z Jezusom pod Poncijem Pilatom, v Jeruzalemu, je točno znana lokacija, na Kalvariji. To ni nek mit, neka pravljica. Ampak pod Poncijem Pilatom, torej predstavnikov cesarja, in v Jeruzalemu je bil obsojen Jezus iz Nazareta in tako naprej, vsa ta njegova zgodba. To je to. In začutiti to, da je Kalvarija gora Božje ljubezni, da je križ razodetje Božje ljubezni. Križ je veljal za strahoto, ker to je, rekli bi, isto kot vešala, razumete? To je strahotno orodje, križ. Da je križ postal znamenje odrešenja, to more storiti samo ljubezen. Samo ljubezen. Takrat, ko so tile možje, torej ti tisoči, sprejeli vero v Jezusa Kristusa, zelo verjetno je križ še stal na Kalvariji. Ker to so pač bile, to je bila prizorišče, morišče. A ne? Ampak da je Kristus, da je znamenje mučenja in smrti in ponižanja človeka, ker mnogo ljudi je bilo križanih, glejte, da se je spremenil v znamenje odrešenja, in potem imamo to znamenje po naših krščanskih hišah, v cerkvah, na križpotih, ali pa tudi kot obese, kakorkoli po spodobah. Da je to postalo znamenje odrešenja, to je možno samo po ljubezni. Samo ljubezen je spremenila to strahotno mučilno orodje eksekucije
kar je bilo namenjeno zločincem, v orodje Božjega odrešenja in to se je zgodilo po ljubezni. Zato so ti ljudje sprejeli, in to je možno samo v Svetem Duhu, sprejeli to novico o Jezusu križanem in od mrtvih vstalem. Po delovanju Svetega Duha, ki pa je duh ljubezni. Jezus nas je močno ljubil, je za nas življenje, da bi se nihče ne zgubil, se za nas je daroval. Zdaj povzdigni srce svoje, jezik glasno naj zapoje. Čast in hvala Jezusu našemu zveličaju. Kako da so ti ljudje, ki so poslušali apostola Petra, ki je pričeval za Jezusa iz Nazareta, sprejeli to novico o križanem in vstalem? Kako je to možno? Glejte, že apostol Peter je navdihnen po Svetem Duhu, ko je po pravici povedal, kaj se je zgodilo v Jeruzalemu z Jezusom iz Nazareta, hkrati povedal, da nam Bog tega ne zaračunava, kar se je zgodilo z Jezusom Kristusom, ampak da vedoš, da smo ljudje storili iz svoje nevednosti, zamegljenosti, zaslepljenosti, torej da nam to ne uračunava in nam odpušča, če se odpremo Jezusu Kristusu. Zato je potem rekel apostol Peter, zagotovo naj torej ve vsa Izraelova hiša, tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Mesija, kar pomeni odrešenika. Se pravi, mi Jezusa s kamnom, on nas pa s kruhom. To je to. Bog ne vrača zob za zob, kar smo mi naredili Božjemu sinu, zdaj pa Bog udaril in kaznoval vse skupaj. Ampak sporočilo apostola je sporočilo Božjega usmiljenja, ljudje Božji, Bog vam odpušča vse to. To, da je bil Jezus iz Nazareta, ki so ga prepoznali kot Božjega sina, obsojen in umorjen v Jeruzalemu, križan, torej na Kalvariji, da nam Bog tega ne zaračunava, ampak nas opravičuje to našo človeško nevednost, zgodil se pa največji greh, kar je možno, da je Božji sin izkrvavel na križu na Kalvariji. Glejte, s tem, da smo zavrgli bogatstvem, ko smo zavrgli Jezusa Kristusa, pa se Bog ne maščuje, ampak nas vabi, da sprejmemo Božje usmiljenje, Božje odpuščanje. In to je ljudi potolažilo. Kakor je ljudi zapeklo, zabolelo v duši, pa kaj se je to zgodilo v Jeruzalemu, da je bil Jezus iz Nazareta, pa so vedeli, kakšna dobrota in vse, pa da je bil obsojen in usmrčen in zavržen. Kaj se je to zgodilo, ko jih je Peter potolažil? Ravnali ste iz nevednosti. Bog vam tega ne zaračuna v nekem maščevanju, ampak vas vabi, da se Jezusu Kristusu odprete in ga sprejmete kot odrešenika. To jih je notranje prepričalo in zato so potem tudi sprejeli vero v Jezusa. Hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus, hvala Jezus.
Lepo vas pozdravljam.